in 2, in 3, in 4, in 5, 6, 7, 30. To zdaj je bil postopek oživljanja človeka? Tu je bil pa postopek oživljanja otroka. Pri otroku damo najprej 5 začetnih vpihov, da sprostimo dihalne poti. Nato začnemo s 30 masažami srca, 2 vpihi in tako začnemo naprej masirati, kakor pri odraslem človeku. V katerem primeru pa sploh oživljamo? Naprimer, ko bi se igrala v parku, pa vidiš tam enega otroka, ko leži na tleh, ga boš najprej stresla, ga boš vprašala, si v redu. No, najprej bi puls lahko zaznala tukaj na lutki, bi se primila tako. Lahko pa tudi tle stisnesta z 2 prstama in tako zaznasta puls. Potem bi ji dala pa glavo nazaj, pa preverjala, ali diha. Lahko tukaj ti piha v ušesu, pa bi začutila, ali pa tako in vidiš, ko se prsni koš diga. Zakaj pa sploh upihujemo in masiramo srce? Upihujemo zato, da telo dobi kisik, masiramo pa zato, da oponašamo ritem srca. A otroci lahko tudi otrokom tako pomagajo? Ja. Ja, v redu je, če znajo otroci tudi oživljanje in pa s tem tudi pomagajo, če ni druge pomoči in vzdržujejo ritem srca. Bi želela tudi video probati? Ja. Najprej začnemo s 5 vpihi. Zamašimo nos in dvignemo glavo s prsti. Zakaj pa morate to narediti? Da razkužimo. Zdaj lahko še ti probaš. Ja. Dvigni, pa zamaši nos. Zdaj pa 5 vpihov. Bo še ti probal masažo srca? Lahko. Najprej se postaviš tako, da imaš roke stegnjene in odmeriš tukaj s zobemi prsti in potem začneš s masažo in pritiskaš noter od 4 do 6 cm. Če boš pa več, pa lahko tudi rebra polomiš. In šteješ pa in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6. Prav. In 30-krat. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, 9, 10, in 11, in 12. Marko, a si ti že oživljal ta pravega človeka? Ne, postopka še nisem izvajal, sam je pametno znati postopek. Pri odraslem pa še poznamo defibrilator, ki pomaga spodbujati srce. Defibrilator, kaj? To je naprava, ki pomaga spodbujati srce, ko pride do migitanja srca in jo namestimo sem in sem ter vklopimo in počakamo, da nam pove, kaj moramo narediti. Sedaj prilimamo defibrilator na mesta, ki so narisana na temi. Zakaj pa mora biti na teh mestih? Da spodbudimo srce s tem. Kje pa te naprave najdemo? Najdemo v vseh večjih ustanovah, kot so zdravstveni dom, policijska postaja, gasilski dom. A ta naprava vedno točno pove, v kakšnem stanju je človek? Seveda se začuti srce, če je utrip, če pa ne, pa pove, da moramo nadaljevati šokom. Funkcija za šolanje. Pokliči nujno pomoč. Analiziram srčni ritem. Ne dotikaj se bolnika. Svetujem šok. Polnim. Umakni se. Prosim, umaknite se od stran. Pritisni utripajoč gumb. Izveden šok. 1. Varno se je dotakniti bolnika. Začni z oživljanjem. Bi rada še pomagala meni? Ja, lahko. No, najprej bomo razkužili. Nadaljuj še 1 minuto in 15 sekund. A 2 vpiha? Nadaljuj. 2 vpiha, ja. Nadaljuj še 1 minuto. 4, 5, 6, 7, 30. Kaj zdaj, smo rešili to lutko ali ne?
Tule gre za vajo, tudi ni bilo, da ga rešimo, je bilo le, da se znajdemo v situaciji, če bi bila taka. Kako dolgo pa moramo oživljati pravega človeka? Rešujemo ga, dokler ne pride srce v normalen ritem ali ne zadiha, ali pa se menjujemo na vsake 2 minuti, če je še nekdo zraven. Če ne, pa lahko počakamo tudi na rešilca.